Lep pozdrav vsem. Sem Marko Košnik, salezijanski višji predstojnik. Salezijansko družbo je ustanovil torinski duhovnik sveti Janez Bosko, ki nam je dal eno odlično in lepo poslanstvo, to, da delamo za odrešenje in rešenje mladih. In tako, ko govorimo o mladih, so tukaj tri velike teme. Ena je duhovnost, druga je vzgoja, tretja je izobraževanje. In vse te tri stvari so še kako povezane z ekologijo, z našim odnosom do narave. Tudi papež Frančišek nam v krožnici Laudato Si govori predvsem o tem, da je ekologija od znotraj. Se pravi, če je znotraj nekaj umazano, je umazano tudi na zunaj. In zaradi tega tudi mi želimo predvsem mlademu človeku dati čistost duše, lepoto in se tem prizadevamo. In ob koncu mogoče samo še zaključim s tremi mojimi zavezami na tem področju. Tako bi jih povedal v treh besedah. Prva je racionalnost, druga digitalnost in tretja ekološkost. Na kratko samo razložim. Racionalno pri prevozih. Zakaj bi se vozil sam, če se lahko vozimo skupaj? Digitalno, zakaj bi uporabljal ogromne količine papirja in tiskov, ampak uporabljam digitalno tehniko. In ekološko, predvsem pazim na odpadke, da jih znam ločevati, da imam to zavest in da razvijam ljubezen do narave. S temi mislimi vam želim tudi vsem vam, ki to gledate, eno veliko in lepo prizadevanje na tem področju. Lep pozdrav, sem Peter Pučnik, salezijanec in direktor Zavoda Marjanum Veržej. Naša ustanova se poleg verske, kulturne in vzgojne dejavnosti ukvarja tudi z ohranjanjem kulturne in naravne dediščine. Zato tudi sodelujemo na raznih projektih. Prvi izmed njih je projekt Zeleno želimo, v katerem povezujemo lokalne skupine, ki se nam pridružijo. Temu sledi projekt Etos Lent, ki nadgrajuje Zeleno želimo in smo tudi ponudili program za obrobne skupine. Natura 2000 tem mladim, ki se nam pridružujejo, pomaga odkrivati kulturno in naravno dediščino po tem kraju, ki je zelo značilna zanj. Posebno mesto ima tudi lončarstvo pri nas, saj imamo lončarsko delavnico in preko projekta smo z njo vstopili v razne šole, kjer s tem programom želimo podati mladim generacijam izobraževanje na tem področju lončarstva. Seveda, eden pomembnih pečatov, ki ga prejema naša hiša, je pa naš sonaravni vrt. V njem so gosti deležni tako parka, kako zeliščnega vrta, sadnega drevja. Vsekakor pa občudujemo medenje čebel. Zdravo, sem Luka Povše, animator Salezijanskega mladinskega centra Celje. Ker se mladi zavedamo varnega in čistega okolja, se jaz vozim s kolesom. Janez Krnc, inšpektorialni ekonom. Salezijanska družba v Sloveniji se dobro zaveda pomembnosti obnovljivih virov energije. S tem namenom smo že leta 2013 tukaj na Rakovniku zgradili enotno kotlovnico in združili 7 različnih kurišč na fosilna goriva, ter jih tako povezali z daljinskim ogrevanjem in jih tako ogrevamo na lesno biomaso. Podobno smo leta 2014 v Želimljem zgradili drugo kotlovnico, kjer združujemo tako gimnazijo Želimlje, kakor tudi dom Janeza Boska, župnijo, osnovno šolo in nekaj individualnih hiš, ki jih ravno tako ogrevamo preko daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Zavedamo se, da je odgovornost tako do mladih, kakor tudi do trajnostnega razvoja, da res gradimo na obnovljivih virih energije, ki je zelena, ki je čista.